Kitara je že na prvem testu pozitivno presenetila vse v uredništvu in pri Suzukiju so nam rekli, počakajte, da pride novi Booster Jet. Sliši se kot kak nahrbtnik za superjunake, s katerim potem letijo, v bistvu pa gre samo za motor. V tem primeru nov turbobencinski motor z 1,4 litra prostornine. Nič novega, boste rekli, to ponujajo že tekmeci. Vse to drži, ampak tale je eden najboljših. To boste občutili že takoj, ko speljete. Lepo potegne iz spodnjih vrtljajev in se hitro zavrti do 6000. Ves čas zvezno vleče, v srednjem območju ima celo malce športen zvok, hkrati pa je lepo odziven in se zelo hitro odzove, tudi če mu dodate vmesni plin pri prestavljanju dol. Seveda je zato potreben še dober menjalnik in temu res nima kaj očitati, ker je natančen in dovolj hiter. Celo poraba na testu je z dobrimi 7 litri bencina na 100 prevoženih kilometrov precej ok. In verjetno še nisem povedal, da ima tudi 4-kolesni pogon, ne? Kar se tiče ostalega, odlično oceno si zasluži podvozje, ker je skoraj idealna kombinacija udobja in dobrih voznih lastnosti med hitrejšo vožnjo na cesti. Edino še več občutka na volanu bi si želel, da bi mu povsod dal potem najboljše ocene. Manjka tudi nekaj zvočne izolacije, ker je piš vetra na avtocesti kar slišan, ampak seveda to bi se poznalo pri ceni, ki je za ta paket zelo zanimiva. Zelo bogato opremo, ki vključuje celo radarski tempomat, navigacijo, okraske, zanimivo barvno kombinacijo, točno tale testni stane 21 300 evrov. Pa mi povejte, kje še dobite toliko vsega, pa da se tudi seveda lepo pelje in vse ostalo jasno.